Pleskovič, v mednarodno okolje bi se preselili. Meni kot ekonomskem laiku izgleda, kot da smo vsi nekako dolžni nekomu poseben zahodni svet, se mi zdi, no, res laiku v ekonomiji zadolžen. A nam lahko vi kot finančni strokovnjak nekako razložite ali pa razložite vaše videnje, kakšne posledice bo imelo to pretirano zadolževanje na svetovno gospodarstvo, tudi svetovni red in mir, naravo, okolje. Kako se bo to pravzaprav končalo po vašem? Ta kriza se bo končala, po mojem se bo pomirila, ampak te krize je kriva Amerika, ki to je točno pohled pomankanje morale in etike, ker so pač prodajali slaba posojila, so pač prepakirali, prodajali drugim, pa so pa vedeli, da tist bo nobal nič vreden in so jih pol zavarovali, največji ameriški zavarovalci. Zato je zdaj mogel odstopiti predsednik Goldman Sachs, Lehman Brothers, bankrot in tako naprej. To so tudi Angleži delali. 30% angleškega bruto proizvoda so bili sam kako so čas rekli, tam na jugu, hvatanje mele, s tistem niso nič podjetji podpirali. Ampak zdaj je pa tako, da ker je bila kriza v Koreji, v vzhodni Aziji, je takrat se Joe Stiglitz, ki bi moj šef, pa je tudi sva skrb delala, 3 knjige skrb je rekel, ker so ameriške banke sam čakale, da bo mednarodni fond potrdil paket pomoči, da bojo oni se ven vlekli iz tega, je rekel, ne, ampak gledajte, Korejci lahko rečejo, mi nimamo toliko dobrih pravnikov, pa finančnikov, pa bankerjev, pa ekonomistov kot vi, ampak ameriške, vi ste vedeli, so oni preveč zadolženi, pa ste kar naprej dejali. Tukaj v času na Svetovni banki smo v kakšni državi so dejali posojila, ker smo vedeli, da jih ne mogli plačati, pa so moji kolegi rekli, spet plačamo Tunizije dolarje dol po grlu. Ker pol, če te eno državo spraviš na kant, pa lahko poceni pokupiš njihove stvari. Zdaj, Amerika je 100% zadolžena, preko 100% bruto proizvoda, ampak je to večina notranja zadolženost. Kitajci imajo samo okoli 3 do 5% od teh 3000 milijard v dolarjih. Isto je Italija, je preko 100%, Belgija. Zdaj, jaz sem včeraj Peter povedal, da če ti imaš toliko visoko plačo, pa si tako produktiven, da imaš tak dolg, pa ga lahko plačuješ, Jaz sem recimo zdaj hišo tukaj v Ljubljani, pa šparam okoli $2500, zato sem prej plačeval za rento v Washingtonu. Ampak jaz sem ti smerno lahko prišel, ker moja plača pa še enkrat večja, ker moja penzija. In zdaj, če Japonska recimo ima 100% dolg, ampak oni ima nizke obresti, ker oni so to produktivni, da ti lahko plačujejo. Če ga pa ne bi imeli, bi pa lahko kaj drugega kupili s tistem, ali bi kupili več vrtcev ali elektran, ali tako naprej. Zdaj, kaj se zdaj z evro zgodil? Grčija, ni sam Grčija kriva, je tudi malo Nemčija kriva, pa Francija, ker še jim dejali take posojila in Deutsche Bank ima veliko boljše ekonomiste pa bankirje kot oni, tako da včasih treba tudi kakšne dolgove opisati. A veste, da je po drugi svetovni vojni je cela Latinska Amerika bankrotira. So rekli, mi smo tako zadolženi, da mu voda v grlu teče in niso plačali in so pol 20 let rasli 5-6%. Argentina je pred par leti ni plačala, pa so rekli, to bo kontanjon efekt, se bo po celi Latinska Amerika, vse je šlo dol. Latinska Amerika, krasno šli, Argentina je šla dol, tist dolg je bil vreden 20 centov na dolar, pa je Šavecka kupil, pa so zdaj spet normalno rasli. Poljska jih je našmuntal Jeffrey Sachs, ki je tudi z nami tukaj delal, leta 91, da ne default naredijo, da ne naplačil. Pa so rekli, pol 30 let meni bo dal posojila, gledajte, nič se ni zgodil. Poljska zdaj boljš raste, v boljših pogojih kot Slovenija. Zdaj Merklova ima prav. To so na stotine milijard so nemške banke posodile in zdaj ona ima pritisk od bankerjev. Dejmo je prisil, da ne bojo to vrnati, če ne moramo mi odpisati 200-300 milijard. Isto Francozi, zato ona hoče to speljati, ampak zdaj volivci se pa temu upirajo, pa so pa bankerji to zafurali. In bi bankerji mogli poplačati pa Grki, zdaj vprašanje, bo kjer odpisali,
če bi šla Grčija pod vodo, se ne bo zgodil tak dizaster, kot Amerikanci pravijo. Amerikanci pa najbolj zrušili evro, zato ker če si ti 100% rezervna valuta na svetu, je to blazen profit, temu se reče seniorage, ker vsi morajo rezervo v dolarjih šparati, morajo svojo valuto prodati, da jo kupijo in Nemčija ima trenutno največji profit od tega, da je evro že 40% rezervna valuta. Kitajci s 3000 milijard dolar je padel v 12 letih od 1:1 na evro, 1:4. Pa tudi zdaj, ki je taka kriza, da si mislil, da bo Grčija bankrotirala, je danes 1:37. Ko bo 1:1, bom jaz rekel, ja, zdaj pa evro tako močen kot dolar. Ne? Tako da Kitajci, Amerikanci pa zdaj se pogovarjajo, da bi oni zvišali inflacijo na 4%. Kaj bo pa z njihami rezervami zgodil? Ali pa mogoče še več, dolar pada in tisno neč vreden in Kitajci so pogruntali. In Rusi, Putin je rekel, da imamo imeti drugo rezervno valuto in Brazilci in so pripravljeni podprti evro, ampak evro more pa tudi malo biti discipline. Tako kot tukaj more nova vlada, pa volivci prsil novo vlado, da bo tukaj disciplina, da bo počasno ravnotežna proračun in da nam bo se zadolžvala, ker nas bo spravil na grški scenarij. Tako da idealno bi pa bilo, da bi bil dolar 50% rezervna valuta, pa evro. Zakaj? Ker bojo med sabo tekmovali. Jaz sem zanjela primer Boeinga pa Airbus. Boeing ima tak monopol, da so oni 50% več za avione. Zaračunam, če imaš ti monopol na ceno kukar, ti pa še. Bolje je Evropa bila dosti modra, da je Airbus razvila in glih danes sem čital, da bojo 25 stavžno do naslednjih par let, 5 ali 10 letih Airbusov bojo prodali. V svetu so glih naredili projekcijo. In zdaj sem pa vsak pol. In je novinar zanč napisal in rekel, zdaj, ko greš na nov Boeing ali pa nov Airbus, greš v toaleto, voda se tako narediš, daš toplo, mrzlo, je lepo oblikovan, avioni so bolj lepi, so bolj čisti. Prej si pri Boeingu, še te stari 707, si pritisnil ti voda brez špricala. In prav, to je dobro, da je konkurenca zmeri boljši, pa zmeri bolj varni, pa zmeri bolj lepi avioni bojo. In isto je, če bo recimo dolar šel kar naprej dol, bojo Kitajci rekli, da pa mi 70% rezervne valute dali v evro. Če pa evro se slabo obnašal kot Grčija, bo šli po dolar in bojo mogli paziti ena drugega. To je idealen scenarij. In jaz upam, da se bo to zgodil. Merklova je dosti pametna, zdaj hoče malo vložiti do oktobra in Grki so pa veliko denarja ven skrili, zdaj probajo, tako kot ste vi prej rekli, moral hazard, too big to fall. Zdaj, če sem jaz dolžen banki 50 evrov, am jaz velik problem, ker bojo prišli, pa mi bojo kavč odparali, zarubali. Če sem pa jaz dolžen banki 200-300 milijonov, tako kako veš, pa banka problem. Zdaj pa banka bo management leto, pa še kdo zaradi tega. Dr. Nežmah, kako pa vi gledate na to z tega človeškega vidika? Kako se bo to pravzaprav končalo? Bomo spoznali, bomo prišli do spoznanja? Ja, tukaj je več momentov. Jaz, če gledam sociološko na bančni sistem, saj recimo primer Ljubljanske banke, vidim, da je sistem popolnoma iracionalni. Ampak če? Pravzaprav, ko ocenjuje samega sebe, kako je uspešen, če se spomnimo par let nazaj, smo imeli veliko zgodbo z milijonskimi nagradami. Po tedanjih parametrih se je skazalo vodenje Ljubljanske banke kot genialno. Zdaj pa na pol leta imeli država po 400 milijonov dokapitalizirana od rezultat tega modrega vodenja. In jaz tega primera niti ne bi ocenjeval kot korupcije, ampak je očitno sistem, ki predseljuje samega sebe. Tako neučinkovit in tako neuporaben, da je pravzaprav popolnoma neuspešen. Jaz se zelo bojim, oziroma tam, ker vlada logika čistega dobička, da je to izjemno neugodno za razvoj česar koli. Recimo, prej bila zgodba se o tem čudenju, ko je veljal, da se je treba zadolževati pri podjetjih in se verjeli v ta silni rast.
ciljno rast. Seveda to pomeni tudi eno odsotnost razuma. Ne? Že če bi nekdo bral Biblijo, bi tam ugotovil, da z debelimi kravami pridejo suhe krave. Je to pač zgodovina trda, ne samo Biblija, vse posod. Da je to ritem delovanja. Ne? Sodobni človek je na nek način v mnogo čem aroganten do spoznanj preteklosti. Tudi če vzamo te naravne katastrofe, ki se čudimo, enkrat cela naselja zalije voda, če bi pa se pogledali, da so pa tam reke že 100.000 let tečejo in da ima reka svojo način bivanja, enkrat je pač manjša, enkrat teroča. Če bi upoštevali, da reka ni samo neka mini rečica v nekem drobnem kanalčku, da lahko reka tudi hudovodnik, nekaj grozečka, potem ljudje ne bi postavljali bivališči in stavb tam, ampak seveda je postavljali pa tudi zato, ker je ravno zaradi tega najbolj vse skupaj cenejša. Kot en tak zelo neugoden kazalec, v kaj prihaja Slovenija, se je zgodil zadnjič v Prekmurju. Jaz sem nekoč mislil, da je neumnost bila povezana skoro največja često z relikvijami ali pa z delovanjem, rečemo, komunističnega režima. Na Hrvaškem, tako kot po celi Jugoslaviji, so pravzaprav v zgodovini imeli enkrat neko relativno simpatičen ritual. Ob smrti tedanjega maršala so na veliko sedeli drevesa, po 88 dreves, tako veliko stranski učinek je bil zelo relativno dober, namesto da bi gradili spomenike, se je bila neka manija gre, veliko zasajevanje drevesa. No in na Hrvaškem, nekje v Slavoniji, so konc 90-ih let, ker so prek vsega posedili 88 dreves, v višji razviti fazi obračuna s komunizmom, so imeli veliko akcijo in so požagali, posekali teh 88 dreves, da so izkorenili to zlo. In se seveda zdi človeku, ki je do kraja prignan zgrešeni Ampak zadnji začetku meseca smo imeli kratko vest iz Prekmurja, da so tam med Mursko Soboto in Rakičanom imeli zelo lep drevored, to kilometer pa pol dolg najdaljši. In potem en dan je prišlo pepel in so tam v parih dneh posekali. Razlog ne bil to, da bo drevo padlo. To bi potem lahko tudi vse stare hiše podarali, ki pade. To ni razlog. To je konec koncev drevo ima pravico bivanja. Biva kdaj, da bi tudi kakšna veja odpade, zato še ni na smrt obsojena. Tudi, če bi človek koga povozil, potem bi pa za zmeraj avtomobile prepovedali po tej logiki. No, ampak kaj je bila pravzaprav tista perverznost te zgodbe v Prekmurju? Da je bil zadnji seveda zelo premišljen napot mestne oblasti, ki je kandidirala za evropska sredstva, s katerimi bodo zasadili nov drevored. In so seveda dobili precejšno vsoto, zaradi katere so bili pripravljeni posekati svoje drevje in seveda posaditi novega in se potem najbolj tudi nekaj zaslužiti, saj podjetja, kako. Seveda, kaj je problem tega početja? Skregan skratka, finančni ki ponavadi pravi to, da je novo boljše od starega. Novo drevo torej boljše od starega. Ampak to je seveda zelo skregan z biologijo. Če vzamemo kakšno količino produkcije kisika, je sposobno 40 let staro ogromno drevo košato, kakšno bivališče za ptiče in vse mogoče živali, kakšen pogled je na vse skupaj. In rastlinstvo seveda presega to enostavno računico. In zato se bojim, da v svetu, kjer je prvi zakon zaslužen od vsakega početja, da se seveda bliža zelo slaba prihodnost. Zato se mi zdi, da je izjemno dragoceno v družbi širiti seveda ideje, da obstajajo tudi druge vrednote, kar je plus profit, polni proračun. Hvala lepa. Jaz se strinjam, skromnost je lepa čedna. Jaz sem zanj v moji hiši dal parket postrugati pa pobeliti, ker je bilo 20 let pobirano, kar sem jaz. Pa sem rekel bratu pa sorodnikam, zdaj pa tako lepo, jaz pa ne grem iz hiše več, ker je tako lepo zdaj doma. Pa rekel, koliko je skromen, neka žena pa hoče, da največjega Audija voz, pa da še ladjo kupi.
No, ampak to je za kec, ne. Skromnost je lepa čednost in tudi mediji bi lahko pri tem pomagali. Za NLB bom jaz sam čist na kratko povedal. Glejte, Arhar je bil bankir prej, pa pol je bil guverner, pa danes meni je rekel, da je 50% večji profit letos naredil v Unicredit, on je začetnik Unicredit, kukaj lansko let, ne? In istočasno je pa zdaj spet četrtletja, koliko 70 milijonov izgube ima Ljubljanska banka in zdaj že prav, da je pol milijarde, da jo spet saniramo, ne? Zdaj se vidi, kaj si political appointment, kako se to reče, da politično osebo, da škeka nima pojma bančnikov. Arhar bi še zmeril v bankah in če bi Arhar vodil Ljubljansko banko in tako konservativen, da se ne bi puštil ali bi pa vstopil v politiko komandirati. Kramar, jaz ga dobro poznal, on je bil tajnik kot Danovka, ne, pa smo imeli samo tako nasprot, ne. Zdaj, Kramar je bil predsednik Ljubljanske banke skoraj 10 let, pa zdaj dela kamion voz, ne, to se vidi, da on ima poja v varstvu je šuke, ker nekaj zna, ne tako nekaj zna, ne, in tudi ena banka ne najela. In tudi politika se vtika, ampak ti postav še na vlutko tam, da se lahko vaga vtikaš, ne. In Bajuk je še enkrat, pa je Kramarju, pa je prišel na stranko, pa rekel, jaz tega ne razumem. On prav, Kramar rekel, ja veš, če Kordež pride, pa to je tak genij, podjetniški, to 100 milijonov, to ni problem da. Pa prav, jaz tega ne razumem, kaj ta Kramar govori. No, ampak jaz vam povedal, da zdaj ne varam, da bomo Ljubljansko banko prodali tujcem. Na Madžarskem so banke dokapitalizirali 3-krat. Enkrat je bila prvič, je bila Svetovna banka IFC, udeležena s 30%. Ampak so pustili star management, ne, ker takrat smo mi sanirali za časa dela, smo vse vam zabrisali, pa je spod dobro sanirali, pa za pol milijarde prodali Belgicam. 3-krat in vsakič so zgubili 3-4 milijarde. Pa se je parlament, pa so se toliko razjezili, da so vse banke prodali tujcem. In zdaj ima meni kriz, pa meni finančni kriz v Madžarskem, tudi če so Amerikanci mislili, da so problemi, ne. In zdaj očitno tudi parlament že misli, da to se ne more, da to ne more do nedogled. Ampak Stiglitz, pa bilo nagrajenci iz ekonomije iz 2001 prav, ne, to ni nujno, da more biti banka privatna. Tudi državna banka je lahko profitna, ampak mora biti neodvisna, pa mora biti voziti, zato, da je to biznis, ne, da je to, mora vsem delati, zato, da bo profitna dela, da bo koristna družbi. Ampak, ker, glejte, banka Koper je bila pa v Istrabenza prodana Italijanom in dela 20 milijonov Italijani delajo evro profita na let. Zdaj nas bi ga mi delali. Ampak, če pa 20 let ne moš urediti spraviti Ljubljanske banke, se bo lahko zgodili, dok se na Madžarskem zgodi. To je neodgovorno. Še več pogledati? Ja, no, mislim, tukaj da se bo to končalo namreč. Ma dobro, to kako se bo končalo, res ne vem, ja. Bolj mi je zanimivo razmišljanje o takih stvareh, ko je nova Ljubljanska banka, ker smatram, da vsaka gospodarska družba, tam se veliko razpravlja, ali je boljše, da je državna, ali je boljše, da je zasebna, ali za katero lastnino smo. Vsaka družba je pravzaprav odraz tistega, ki jo vodi. V Ameriki vi to filozofijo še bolj poznate, da pravzaprav družbe poosebljajo direktorji, management. In samo tisti management, ki ima moč, ampak ne moč, ki jo zlorablja, moč odločanja, tisti management je dober. Tukaj pa tudi vaši primeri nakazujejo pa to, da so vodili očitno ta podjetja marionete. Marionete, ki so samo izpolnjevali interese drugih in niso delali za dobrobit družbe. Jaz se samo sprašujem, zdaj se pa vračam na vaše vprašanje, ali pravzaprav ni tudi naša država taka, da pravzaprav te avtoritete v tem trenutku nimamo in ker jo nimamo, pravzaprav ona ne more biti uspešna. Če bi jo pa imeli, bi potem tisti človek mogel prebuditi v ljudeh, bom rekel, poleg teh naravnih inteligenc, tudi čustveno inteligenco, da bi mu sledili. Zato, ker res vsem tem menedžerjem ne gre očitati tega, da so bili neumni. Oni so bili pametni, ampak oni so bili izredno nepredvidljivi. Oni so se postavili nad vse tisto, kar so delali. Ko stojiš pa nad, pa zgubiš
stik z realnostjo in to je njih odneslo. Kolikrat sem jaz v teh pogovorih pred in po čutil, da oni ne vedo pravzaprav, kaj hočejo. Javnost dostkrat reče, ja, hoteli so imeti pol Slovenije, hoteli so vse pokupiti, vsa podjetja njihovo, ampak jaz nisem vedel pravzaprav, kaj je njihov končni cilj. Kaj je pravzaprav vizija vsakega podjetja, ki ga ti razviješ? Kaj je vizija nove Ljubljanske banke? Kaj je to, da je Slovenska banka? Jaz mislim, da če bomo rekli, da je vizija to, da imamo domačo Slovensko banko, je to v redu. Če ne pa rečemo, da je neka druga vizija, da hočemo zaslužiti 3 milijarde, ko jo prodamo. Ampak če vizije nimaš ti, bom rekel, v podjetju oblikovane, v gospodarski družbi, vse pa ne veš, kaj ljudem govoriti, katerim ciljem težimo. In v tem trenutku jaz, ko me sprašujete, če bo jutri kaj boljše v Sloveniji, jaz vizije ne vidim. Mene ni še nihče razložil. Jaz pa tudi nisem na temo, da bomo zdaj razpravljal, kakšno vizijo nema Slovenija. S tem se oni ukvarjajo, zato jih plačujemo, pa ne mi še kaj pametnega povedo, pa bom vidno roko za tisto, kar se mi bo zdelo v redu. Ja, tako da situacija je resna in te ljudi, in te ljudi imamo med sabo. Sam kakšenkrat si rečemo, zakaj bi bil pa jaz tisti. Hvala. Konca se bližamo, dr. Nežmah, še medijev se bomo dotaknili. Na sobotni prilogi je dr. Peter Kraljič, dolgoletni direktor in pa v svetovni svetovalni družbi McKinsey, je takole rekel: Francozi vzgajajo svojo elito v elitnih šolah, gospodarstvenike in politike izobražujejo za razvoj blaginje Francije. Poznam celo vrsto sošolcev, ki so bili na teh šolah. Eden se je podal desno, drugi levo, to da oba imata isti cilj, blaginjo Francije. Kako bi po vaše mi Slovenci v duhu sodelovanja levi, desni, slodelovalno delali v dobro Slovenije? Kaj bi bilo potrebno? Ja, jaz nisem, tako bi rekel, po svoji vokaciji, kakšen politični svetovalc, ne strateg. Mogoče bi govoril o neki drugi stvari, ker se pa zgleda in levi in desni pol politike zelo strinjata. In to je zame ena bolj iracionalnih zadev, kot je, tukaj imamo tudi enega kolega, ki z svoje energije posveti temu, kolega Kovačiča, in to je zame termoelektrarna Šošta, Teš 6. Namreč, zakaj? Hkrati je to investicija, ki je finančno izjemnega reda. Investicija, ki je ekološko samomorenska. Konec, če Slovenija stremi k spoštovanju evropskih konvencij in skrbi za svojo lastno domovino, potem je seveda uporabljati premog v take namene in v takih količinah nekaj zelo meni nerazumljivo. Pri celi zadevi je pa pomembno še nekaj drugega. Ta večno a priorno razmišljanje o tem, kako je treba proizvedeti, če dali več energije. Če pogledamo, jo trošimo v neizmernih količinah nesmiselno. Od tega, da imamo sred zime stanovanja 20-21 stopinj, pa smo v kratkih rokavih, ne da bi polovarišče pred zima, do tega, da so se ljudje navadili, da če poletje ti mora biti tudi spet hladno, da moraš imeti klima naprave, vse posod. S tem je vsega povezan, bi rekel, lahko tudi porast Krke in drugih podjetij, ker so ljudje postanejo, če dalje bolj občutljivi in rabijo za preživetje farmacijo. In če bi gledali vse te momente, a je smiselno morda v državi obrniti in gledati, da pravzaprav ta silno prizadevanje samo za, da gledaš razvoj, večja kot je poraba elektrike, večja razvoj, če bi podstavil pod veliko resen vprašanja, bi bilo seveda predpogoj kakršnega razmišljanja o takih investicij. In v tej točki razlike med vladajočo koalicijo, glavnim delom in opozicijo, pravzaprav niti ni kakšne razlike. In ravno to,
da bi pravzaprav, če vzamemo, kaj je Slovenija, tisto, kar ostane, seveda ena bi to Postojnska jama zgleda, da kar lepo ostaja seveda ta dežela. Dežela, ki je seveda povezana pa s tem, da bi bilo zelo smiselno imeti veliko močnejše glasove, kot jih je imel naprimer Arne Næss, norveški mislec in oče, se pravi, Eko Sofije. On je predlagal ničelno rast in poskuš bistveno večjega sobivanja z naravo, tam kjer gre. Skratka, jasno, ne pomeni na celi črti. Ampak tudi, če vzamemo zelo preprosto, eno resno vprašanje, kako v tržni ekonomiji pravzaprav ne besedno, ampak kako lahko finančno komu pomagaš. Če imamo pisatelja, se pisatelj boš največ pomagal, seveda dobro je, da bereš njegove knjige, ampak še boljše, da si jih še sam kupaš. S tem boš omogočil, da bo mogoče lahko res živel od pisanja, se ne bo ukvarjal še s drugimi stvarmi, pa naslednje knjige še bolj zanimive. Če imaš veliko kmeta ali pa ekokmeta, največ, kar zanj narediš, je to, da pri nekaj še izdelek kupaš. In to zavedanje, da ko govorimo o neki pomoči, je pomoč pravzaprav direktno s tem, da se tudi kot kupci obrnemo drugam. In jaz mislim, da ena tak posebnost, ki bi seveda, če bi že bil politik, se ukvarjal s tem, je kako pravzaprav v Sloveniji vzbuditi pravzaprav čim več teh silnic, da bi ljudje s svojim nekim dejavnim življenjem, pa z dejavnim iskanjem, samega sebe delovali. Namreč, predvsem zlasti v obdobju premijera Pahorja je prišla na dan še neka ideja nekega Mojzesa. Se pravi, Pahor bi rekel celo z najboljši želji, ko se je trudil, ko je recimo pred kolapsom SCT-a in je pač štirka tekel Gaddafijev šotor, kot agent SCT-a tržnija, pa bi lahko bazično naštel pač dobrohotnost. S tem, ko bi eventualno dobil te milijardne posle in če bi vse delovali, bi pomagal posledično recimo celi deželi. Ampak ta perspektiva je seveda zgrešena. Zgrešena je v tem smislu, da se verjame, da boš voditelja imel, ki bo z 2-3 genialnimi potezami naredil preobrat, gre za nasprotno. Kako postaviti takšno atmosfero vzdušje, da ne z eno potezo, ampak s 100 000 potezami se nekaj spremeni se in na te deželi nekaj najbolj nenavadnega to, da je postal kot problem enostavno plačevanje računov. Skratka, tisto bazično, da sploh ti družba deluje, da je nekaj tacga. In tega, ne vem zakaj, očitno sedanja vlada temu ni kosa. In v tem smislu bi jaz seveda bolj plediral k res pluralizmu. Pluralizmu pogledal tudi ni samo ene rešitve, rešitev je možnosti, pot, izbir veliko, predvsem pa velja še enkrat večje sozvočje z naravo v tem smislu, da nismo gospodar narave, ampak mi si z naravo samo delimo planet. Hvala lepa. Jaz se popolnoma strinjam, mislim, ta težji disaster, Svetovna banka je izdavno naredila izračune, da je pri nas učinkovitost porabe energije tako slaba in je tudi so zračunali, da praktično ti ne rabiš novih elektrarn, če bi mi učinkovitost porabe zvišali. Jaz sem pa v soboto bil v Klagenfurtu, sem mojim predavanju trajnostne razvoja Marija Loreto Palača in sem mogel pa čitati cel kup literature in sem najdel članek, ki ste ga naredila pravi minister Poljske, pa Danska za časa Kopenhanskega agreementa. Danska je šla pred 200 leti v green growth, v zeleno rast, vetrnice, solarno in tako naprej. V tem času je njihov GDP zrastel 78%, porabe energije postala ista. Si predstavljate to? To si ne gre od naših pogledati. Tudi to ni stešno. Hvala lepa. Prosim Mateja, da reči še
besed. Hvala vsem trem gostom tudi z moje strani. Mislim, da smo zelo kakovostno in široko odprli letošnji socialni teden, ki se bo, v katerem bomo posamezna poglavja tudi še naprej odpirali. Ne bomo vam dali veliko, ampak nekaj, na kar smo ponosni. Pred mesecem dni sta izšli 2 knjigi pri Socialni akademiji in sicer gre za Backpack Journalism. To je popotniško novinarstvo, kjer želimo sporočiti, to je priročnik, kako je vsak od nas lahko novinar, kako je vsak od nas lahko odgovoren državljan, kako je vsak od nas lahko civilna družba. Veliko ste o tem govorili, to je naše poslanstvo Socialne akademije, poslanstvo je to, da slo delujemo, no, se mi zdi, da se boljš od te besede ne zna opisati, čeprav vam ni bila toliko všeč, ko smo vas intervjuvali, ampak res bi se vam zahvalil in bi vam izročil, da se